Živijo, evo, snimam še eno novo zvočno meditacijo v naravi, kjer je seveda najlepši ambient za spodbujanje srčnih zvokov. In danes bi rada z vami podelila eno tako zanimivo vajo, da vključim še vas in vaš glas, vaš zvok. Verjetno vsi tisti, ki me spremljate, ste že ugotovili, da zelo poudarjam v bistvu, kako je glas vsakega posameznika en poseben oziroma pomemben del orkestra življenja, torej vsak od vas je pomemben, vsak glas je en delček mozaika in zato nismo narejeni za to, da bomo svoj glas skrivali, da se ga bomo sramovali, čeprav je, bom rekla, družba nekako nas učila ali pa nas poganjala v to smer, da ste se mogoče nekateri začeli sramovati svojega zvoka, svojega glasu, ampak jaz si želim, da bi se to spremenilo in da bi vsak od vas začutil, da je nekaj posebnega in da spet začutite v bistvu tole povezavo s svojim lastnim zvokom. No, evo, to je pa moja mačja spremljevalka v mojih zvočnih meditacijah, tudi njej je všeč zvok, tudi ona ima svoj zvok, svoj glas. Skratka, ja, tako da za začetek skušajte zapreti oči in začutite v sebi svoje misli, svoje čustva, ki jih imate, povezana z vašim glasom, zvokom. Torej, katera sporočila ste dobivali, ko ste bili še mogoče otrok, ali pa v šoli, ali pa med vrstniki. Marsikdo reče, da so mu že od malega govorili, bodi tiho, pa se nimaš posluha, ali pa nimaš kaj pametnega za povedati, ali pa ti pa nikoli ne boš recimo pevec, ali pa boš, da si tiho, skratka. In opazujte, kako se je to usedlo v vaše telo, v vašo psiho in kakšne posledice ima to za vaše življenje. Kako zaradi tega dojemate življenje? A se skrivate, recimo, ko bi raje stopili v spredje, pa kaj povedali, ko vam notri v bistvu buči od vsebine, ki bi jo radi delili z drugimi, pa vas nekaj ovira, pa sami ne veste, kaj bi to bilo. Malo skušajte res se poglobiti v to in naredite eno tako samo refleksijo tega, kakšen odnos imate do svojega glasu, do izražanja na splošno. Mogoče ne samo glas, tudi mogoče ples, kaj drugega ustvarjalnega. Skratka, to so vse te blokade, ki smo jih ponotranili in so postale del naše osebnosti, ne pa del naše resničnosti. Naša resničnost je nekaj povsem drugega. Naša resnica je, da imamo vsi pravico do petja, vsi pravico do izražanja. Zdaj je čas, da stopite v ta občutek. In ko boste pripravljeni, skušajte ta občutek, ki ga čutite, ta trenutek, karkoli čutite, izraziti skozi glas. Lahko je to krik. Lahko je glasno, lahko je tiho, lahko komaj upate izraziti kakšen zvok, ampak tudi če čisto tih, čisto neznaten, ga je vredno izraziti. Tukaj se začne vaša pot izražanja, tudi za tiste najbolj sramežljive in tiste, ki mislite, da se ne znate izražati na tak način. Ker vsi ti občutki, ki so bili potlačeni, so shranjeni v našem telesu. In zvok je tisti, preko katerega lahko ta zvok spravite na plano in osvobodite sebe. Ga spravite ven iz svojih celic, kot bi se razstrupljali. Predstavljajte si, da so v vašem telesu kanali,
ki so zaradi takih misli, zaradi takih občutkov zamašeni in jih je treba enostavno odrešiti, da spet lahko energija teče, da lahko zvok teče. In to je vse, kar je treba narediti. Za zvokom lahko to naredite in vaš glas lahko zdravi vaše energijsko telo. No, dajte si še kakšno minuto ali pa 2, da izkričite ali pa zmrmrate ali čisto tiho izpojete svojo pesem, izpojete svoje občutke, izpojete vse, kar vam leži na duši. Tako. In ko boste pripravljeni, vdihnete, izdihnete. Hvala. In zaključite vajo.